našega srečanja, namreč nacionalni program izobraževanja odraslih, ta sedanji, ki se izteka, še eno leto imamo pred seboj, in novi. Mi radi merimo svoje cilje, doseganje teh ciljev in eden od tako imenovanih kazalnikov je udeležba v vseživljenjskem učenju. Udeležba odraslih, pravi od 24 do 65, ali pa ravno obratno, kar se štirke pa petke tiče, v vseživljenjskem učenju. In če pogledamo Slovenijo kot celoto, ne moremo biti zadovoljni. Če spet vzamemo to 10-letno obdobje, leta 2010 je bil ta naš delež odraslih v vseživljenjskem učenju 16,2%. Lani, to je zadnji podatek po anketi o delovni sili, to je metodologija, ki jo Eurostat pri tem uporablja, 11,4. Nas to preseneča vsem naporom, ki jih vlagamo na vkljub? Ja, ali pa tudi ne. Kakorkoli, naslednja točka dnevnega reda bo namenjena temu, kako naprej na temelju seveda naših spoznanj. Ampak preden začnemo govoriti o drugih, povemo še kaj o nas samih. To je zdaj malce, kaj bi rekla, kar en velik izziv glede na slišano. Zdaj mogoče niti ne vemo, ali je bolj prav, da rečemo vemo, ali je bolj prav, da rečemo ne vemo. Znamo, ne znamo. Vredno razmislite še mogoče po posvetu, danes večer recimo, ali pa v pogovoru. Tako da vabim vas, da uporabite VoxVote. Navodila so na voljo v mapi, je čisto preprosto. Priklopite se na internet, ki je tukaj brezplačen, prosto dostopen. Vtipkate to, kar piše v teh navodilih. Samo trenutek. torej .vox.com. Ste vsi na internetu, ste vsi tam, vprašanje že čaka, ne še. In ko pridete do polja, ki terja PIN kodo, ja, vtipkate 19068 in pred vami je vprašanje. Ali ste se v zadnjih 4 tednih udeležili, bili vključeni v kakršnikoli obliki formalnega, torej vpisanje v nek program, formalni, ali neformalnega izobraževanja. Ne šteje priložnostno učenje, recimo to, kar smo ravnokar poslušali, je priložnostno učenje. To ne šteje, torej, ja ali ne, preprosto. In ni greh reči ne, kot vemo zdaj. Nič hudega, kaj bi to odraža pravzaprav dejansko stanje neke skupnosti, nas, izobraževalcev odraslih. A lahko pogledamo za tak? Ti so že gor? Dobro so. Ok. Recimo, da so podatki odraz resnice. Tako, zdaj pa tukaj imam že 2 naša govorca za to točko in seveda je to magistra Katja Dovžak, ki je ključna pri uresničevanju in seveda snovanju novega nacionalnega programa. Tako da, Katja, izvoli, tvoje so uvodne besede izhodišča. Z nami je pa seveda tudi magister Peter Beltram, ravno tako pristojen za to, da se nacionalni program, da nastaje in da se uresničuje. On nas bo osrečil s podatki za analitiko. Izvolite. Dobro jutro in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala lepa za besedo, gospa magistra Zvonka Pamet-Pahernik. Ali je lahko ali je težko nadaljevati po tako izjemno dobrem predavanju pred menoj? Jaz bi rekla, da je dobro, ker je to podlaga za ogrevanje, zelo dobro smo se ogreli in tudi dobili nekatere iztočnice, tudi v zvezi z našo strategijo, ki je
glavna tema današnjega posveta. Na vprašanja, ki nam jih je zastavila dr. Salecl, seveda je lahko odgovorov več. In ta 2 dneva priporočam, da je tudi njen prispevek ena od rdečih niti. Čas teče izjemno hitro in sama si pravzaprav zelo težko predstavljam, da smo pred vrati novega nacionalnega programa o izobraževanju odraslih. Zdi se mi, da smo se o tekočem nacionalnem programu pogovarjali prav pred kratkim, čeprav je od tedaj minilo že 9 ali 10 let. Spet smo torej na prelomnici in izteka se drugi nacionalni program izobraževanja odraslih v naši državi. V okviru prvega nacionalnega programa smo si zastavili na podlagi starega zakona tripartitnost. Tripartitnosti v Sloveniji nismo uspeli uresničiti. Šli smo celo tako daleč, da smo to možnost izbrisali iz novega nacionalnega programa o izobraževanju odraslih. Prvi nacionalni program je v sami implementaciji pritegnil k sodelovanju samo 2 ministrstvi. Ministrstvo za izobraževanje, ki je naloge usklajevalo, in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vključenost v vseživljenjsko učenje je bila v obdobju zaključne faze prvega nacionalnega programa, kot je Zvonka povedala prej, izjemno visoka. In nadejali smo si seveda, da bo tak tempo v Sloveniji vzdržal še naprej. V okviru novega, drugega, tekočega nacionalnega programa pa ugotovimo, da je vključenost v vseživljenjsko učenje v Sloveniji zelo padla. Bolj podrobne podatke o tem bomo slišali v nadaljevanju. Dobro pa je to, da smo v samo implementacijo nacionalnega programa uspeli vključiti 9 ministrstv. Izobraženost odraslih raste, kompetence oziroma spretnosti odraslih pa niso na tako zavidljivi ravni. Tudi sredstva iz nacionalnega proračuna namenjena izobraževanju odraslih niso porasla. Razprave za pripravo novega nacionalnega programa za obdobje 21 do 30 so se začele že v prvi polovici letošnjega leta. Andragoški center Slovenije z temi razpravami nadaljuje tudi naprej. Na državni ravni smo se odločili, da bo predsednik vlade sprejel sklep o formiranju nacionalne delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za nov nacionalni program. Na sliki vidite, kako smo si zamislili sestavo te delovne skupine. Skupina je sestavljena iz 2 oziroma 3 ravni. Na vrhu so predstavniki ministrstev, torej odločevalska raven, ki naj bi jo vodil predsednik, katere predsednik naj bi bil naš minister. Nadalje imamo strokovne koordinatorje ministrstev, ki so ključni za to, da pripravljajo vsebine, analize, gradiva in podobno. In seveda v delovni skupini je neobhodno potrebna skupina zunanjih strokovnjakov, ki jo sestavljajo predstavniki občin, zbornic, sindikatov, nevladnih organizacij, izvajalcev, razvojnih zavodov in tudi drugi strokovnjaki. Sprejem te delovne skupine čaka predsedniku vlade na vladi za potrditev. Pri pripravi tega prispevka sem se odločila, da zaradi današnje razprave in zaradi vseh nadaljnjih razprav predstavim 2 vidika. En vidik se nanaša na nacionalno raven, drugi vidik pa na mednarodno. Odločila sem se,
da se ustavimo pri strategiji razvoja Slovenije do 2030. Nacionalni program izobraževanja odraslih, kakorkoli že, podpira uresničevanje strategije razvoja Slovenije do 2030, ki ga je sprejela vlada leta 2017. Pomembno je vzpostaviti vzajemno delovanje ciljev in usmeritev obeh dokumentov. Glavni cilj strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, kar se uresničuje skozi 5 strateških usmeritev, ki jih vidimo tudi na sliki. To je vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, učenje za in skozi vse življenje, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, ohranjeno zdravo naravno okolje ter visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. Učenje za in skozi življenje je usmeritev, ki podpira vse ostale usmeritve in je postavljena tudi v sredino. Kazalnik, ki si ga je Slovenija v tej strategiji zastavila v okviru cilja znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, je 19% vključenost odraslih starih od 25 do 64 let v vseživljenjsko učenje. Za nacionalni program izobraževanja odraslih je to vprašanje in doseganje tega kazalnika izjemno resen izziv. Nacionalni program izobraževanja odraslih do 2030 bo prispeval k uresničevanju tudi drugih pomembnih nacionalnih strategij, programov in tudi obrazno. Nekateri od teh še nastajajo. Omenim naj strategijo dolgožive družbe, strategijo bralne pismenosti, aktivno politiko zaposlovanja, strategijo razvoja višjega strokovnega izobraževanja, ki je v pripravi, in druge. Nacionalni program izobraževanja odraslih bo pomembna podlaga in osnova tudi za izvajanje programa in ukrepov Evropskega socialnega sklada v novem obdobju evropske kohezijske politike do leta 2027. In drugič, želela bi omeniti na tem mestu zaradi omejenega časa samo en evropski projekt, ki je pomemben pri snovanju nacionalnega programa. Govorim o analizi in izsledkih Evropskega OECD-ja. To je sporočilo iz modela izobraževanja 2030. The Future of Education and Skills 2030. Ta se mi zdi izjemno poučen, zato sem ga tudi izbrala za tale uvod. Cilj tega projekta OECD iz leta 2018 je pomagati državam pri iskanju odgovorov na 2 ključni vprašanji. Kakšna znanja, veščine, vrednote morajo učeči razvijati za svet 2030? In drugo vprašanje, kako se lahko na ta vprašanja izobraževalni sistemi čim bolj učinkovito odzovejo? Seveda, tudi sistemi izobraževanja odraslih. OECD-jev model izobraževanja 2030, prikazan na sliki, temelji na vzpostavljanju vzajemne angažiranosti. Projekt govori o prihodnjih potrebah okolja in družbe ter ponuja pomembne ugotovitve o kompetencah prihodnosti, ki so pomembne za posameznika, ki želi na trg dela se prekvalificirati in razvijati svojo nadaljnjo karierno pot. OECD v viziji potreb po spretnosti v prihodnjem desetletju poudarja potrebo po razvoju temeljnih oziroma besedilnih in matematičnih spretnosti. Te spretnosti so temelj za razvoj vseh posameznikovih spretnosti, pa tudi za njegovo udejstvovanje v družbi.
Model potrjuje, da je izgradnja temeljev, navedenih temeljev, ključna za celostni razvoj posameznika. Razvoj kompetenc po prikazanem modelu izobraževanja 2030 poteka skozi 3 faze. Skozi refleksijo, skozi predvidevanja in ukrepanje. Pa najprej refleksija. Refleksija je pravzaprav zmožnost zavzemati kritično stališče pri odločanju, izbiri in delovanju. Refleksija je sposobnost pogledati na situacijo iz različnih perspektiv, iz različnih zornih kotov in predstavlja odmik od tistega, kar je znano ali predpostavljeno. To je za naše razmišljanje izjemno pomembno vprašanje. Predvidevanje spodbudi kognitivne sposobnosti, kot so analitično ali kritično razmišljanje. Predvidevanje je zmožnost oceniti, kaj bo morda pomembno v prihodnosti in kako danes sprejeti ukrepi lahko vplivajo na prihodnost. Po tem modelu OECD-ja smo vsi učenci, smo vsi udeleženci. Ne samo učeči se, ampak tudi učitelji, tudi vodje organizacij in tudi skupnosti. Ključna pa je vzajemnost in sodelovanje, kar se doseže seveda z vzpostavljanjem interaktivnih in vzajemnih odnosov, ki učečim pomagajo pri napredovanju k zaželenemu cilju. Spodbujanje udeležencev učečih se je izjemno zahtevno delo v vseh segmentih polja izobraževanja, pri doseganju ciljnih skupin še posebej in tudi v izobraževanju odraslih. Model OECD-ja 2030 ponuja v razmislek določene ukrepe, ki jih je pa potrebno seveda glede na okolja ustrezno ukomponirati. To je vzpostavljanje posameznikov prilagojenega učnega okolja, vzpostavljanje povezav med učnimi izkušnjami in priložnostmi, gradnjo trdnih temeljev besedilne in matematične spretnosti, ki ostajajo ključne za razvoj vseh ostalih spretnosti, ter sposobnost opredelitve glavnega namena in ukrepov za dosego cilja. Ugotovitve, ki jih ponuja ta model OECD-ja, so za nas aktualne, predvsem zaradi neugodnega stanja na področju spretnosti odraslih v Sloveniji, kar je pokazala raziskava PIAAC leta 2016. Vsem nam se torej zastavlja vprašanje, kako se soočiti z izzivi, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih letih, če vemo, da aktivno prebivalstvo dosega komaj prvo od 5 ravni na ocenjevalni lestvici. Pred novim nacionalnim programom je mnogo vprašanj. Eno izmed aktualnih, kako pri odraslih izboljšati besedilne in matematične spretnosti, ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Naj bo to za uvod, za otvoritev razprave o prihodnosti nacionalnega programa izobraževanja odraslih dovolj. V nadaljevanju bom predala besedo kolegu magistru Petru Beltramu, ki bo predstavil iz strokovnega vidika analitsko podlage in stanje v naši državi. Vabim vas k sodelovanju tudi v delovnih skupinah, da podate svoje predloge in svoje pobude. In kako bi še lahko zaključila, nikogar v razpravi ne želimo izključiti.